Dragi poslušalci, drage poslušalke, vse se spreminja, čas, prostor in ljudje v njem. Ponavadi sprememb ne zaznavamo, ker so drobne in vsakodnevne, le ko so burne in prekucniške, si jih zapomnimo. Zaman pričakujemo, da bo vse tako, kot je bilo v naši mladosti. Toda je že vse prav tako, kot je, čeprav nam ni prav, da tako je? Morda. Vlade padajo, države minevajo, le človek tak ali drugačen je večen. Kako je na Tolminskem, smo preverili med Tminci. Avtor oddaje, ki jo bomo ponovili, je Ivan Merljak. Kdo smo? Mojo srčno križ kropite po planinskih sončnih tleh, kako si mejo vrzite po dolih in po bregih. Med Tminci so ljudje po vaseh stisnjenih ob strmih bregovih Soče in Idrijce in po grapah Bače še takšni, kot so bili, samosvoji, različno enaki, delavni in vztrajni in, če hočete, trmasto uporni. So še Tminci? Obiskali smo jih. V Zatolminu, streljaj naprej od Tolmina, ki velja za največji kraj, da ne rečemo mesto, v tem tolminskem koncu. Tu je čutiti dihanje posoškega podeželja, pa tudi modernost občinskega središča, ki hoče biti enako drugim. Ta košček zemlje. Ko zopet zagledam ta košček zemlje, veselo zapoje mi v prsih srce. Reka smaragdna, mogočne gore, žuboreči studenci, planine, polje. Soteske in grape, strmine povsod, poti in stezice, od nekdaj že tod. Vasice v breg so pomaknjene vse, da vsaka imela bi košček zemlje. Ta pičla zemlja bolj skromnih sadov, bila velik izziv je preteklih rodov. Narava krojila je življenje ljudem, kleni in močni bili kos so stvarem. Navade in šege so imele svoj čar, zahvale Gospodu za vse, za vsak dar. V zemljico našo ves trud so vložili, da novim rodovom bi jo ohranili. Kaj vse naredile so kmečke roke, kaj nam vse zapustile, se kdo še zave? Sprejeli so nas skuto in tolminsko friko, ki sta skupaj s sirom simbolni jedi tega konca in so jih pripravljali po planinah Krnskega pogorja. Jaz sem Tadej Šavli, pravijo mi Čaš. Drugače sem hodil dvakrat v 8. razred osnovne šole, eden redkih v Posočju ali pa edini. In sem šel kar delat in delam že 42 let, s tem, da sem še zelo, zelo mlad. Kaj vrštejo za lokalnega humorista ali kaj? Jaz bom rekel kule. Moja mama je bila skozi tak prikrit humorist, ko so vsi vedeli, da je, ampak drugače na zvon je delala pa strašen pesimist. In zgleda, da sem jaz pa ujerbal, rečemo tu, podedoval, pa ni tele stvari. Vsaka reč mi gre mene kaj zla na smeh in vidim notro vseh porah življenja, bi rekel, če stopim en korak ven z tiste ravne vrste, kamor vsi gre, da vidim svet malo narobe obrnen in vidim v vseh telih lokalnih ljudeh, pa tudi širš vidim v glavnem, kar je smešnega v njih. Humor je izredno resna stvar, ker si jo moraš tudi izredno resno latiti, zahteva tudi svoj trud, ampak let mi rata tako, da pa ti rata življenje vse skupaj ena taka humoristična pravljica in vse v tem smislu tudi na delovnem mestu, trgovin, jaz v glavnem se rad pa hecam, ker vidim, da tu ste 3/4 zdravje. Humor je 3/4. Tako, če sneš pa še na skuta žlice, je pa lepa vsa zdravljena kupo. Sestra?
kot pesnica pa vidi svet ravno tako obrnen, na glavo postavljen, je rekla, ampak Izredno humoristične pesmi napiše. Je zelo drugačna od mene, ampak v bistvu so si enaka po mišljenju. a ne. nista komplementarna. Lahko bi rekel tako. Ona zelo rada piše in tudi se pogovarja o stvari, kjer stvari bi lahko bile za našo skupnost lokalna tu objavljene, da bi se naredilo na taki ali drugačni kulturnem ali na prireditvah ali na kakšnih karkoli, ki je treba ljudem probati še ponuditi v tistem smislu, da se sprostijo in da malo se zamislijo tudi, pa da pač se zavedajo malo korenin, ker za tolminskega človeka je bilo skozi zelo znano, da je bil, kako bi rekel, naravno humoristični optimist. Izostren posluh za tminsko govorico, ki žal izginja, za običaje in vrednote prednikov ima Tadejeva sestra. Darja Cuder iz Tolmina. Mama je iz Baške Grape, iz Podmevca izvira, oče je pa prav za Tolminc. Tminski konc, ne, ali kako Ja, rečete. tolminski konec širši, ja. Se šteje tudi Baška Grapa, Dobovca nekako je na Tminskem. In pišete pesmi. To pisanje je bilo meni prirojeno že od otroštva, že v osnovni šoli sem rada pisarla. Potem v mladosti, v puberteti je bilo eno obdobje, ko sem se s tem malo ubadala in potem pa zdaj v starejših letih je pa to izrazito del mene in je prav moj hobi in izražam svoja počutja, poglede na svet, na naše kraje. Sem zelo navezana na naše kraje. To izvira že od naših prednikov, ker po tatovi strani so bili veliki narodnjaki. To je bilo zelo živo kulturno dogajanje. Po prvi svetovni vojni, potem ko smo prišli pod Italijo, je pa stara mama zmeri govorila, da so vse zatrli, a ne. Če so hoteli prepevati, so mogli gor v teli cerkvi vaški prepevati, so imeli vse prepovedano. In jaz mislim, da smo takrat mi tudi zelo stvari izgubili, so bili tudi tamburaški orkestri, vse je bilo živo, čitalnice so bile recimo tu in so imeli olepševalna društva. Veliko stvari se je izgubilo, a ne. In ogromno zborov prepevalo so strašno radi tle. Recimo, kako je rekla mama, ko so bile sestre od moje stare mame, pa so v koših nosile na njive. Potem ena, ki je imela največ posluha, jih je učila peti več glasno in je rekla ena sestra, ma saj imejmo vaje, ko bomo dol šli, neka hodimo gor. In petje je bilo zelo uraščeno v ta prostor. No. Narobe svet. Če kakšen nadranček von zgraba bi vstal, sej ima čem, verjet bi namol. A tale svet še prav je obrnen, a vidim narobe, sej kide bo zvrnen. Djec pri špargetu za trač mi se daje, babe nališpane, a kloh predrnaje. Vse neki pahaje, pa travnkih ni ldi, nibe zapuščene, krabn koder več ni. Tam Alpin dolini vreščev se rod, vsem ukazuje, bih paslo te v kot. Babe brščikl so ob rješah kidjec, ali pa skaranaje hodje pa svet. Muzika tajšna, da te veselje pasa, v nišne kvadrate, ad kraje vse zja. Bejž, da se vrnem na ta drugi svet, sej človek ne more v tajšnem živeti. Darja, katere pesmi so vam najbolj pri srcu? Ja, tem je zelo veliko. Ne vem, ponavadi zjutraj pišem in ne vem, kako bi rekla, kar me nagovori, zelo različne teme so. No. Ja, ampak enkrat pišete v narečju, v tminščini. Vmes pišem v narečju, ja, večinoma pišem v slovenščini, občasno pa tudi v narečju napišem kakšno, ja. S katero bova začela? Držim enkrat. Ta starin, ta mladi, ta suš, ta debel, ta sitni in vesel, a ta prvega, da ta zadnjega, pa žlahtan so bili vsi. Mama in tata, staračen mati,
hčerin sinovi, sestre, vsi brati, strici tete, neveste in tasti, taščen strine, vsih sorta Pepe in Terezine. Žlahte brskanca v ta prvem, ta drugem, v ta trečem kalenu, seje krnine, pa celi vas samele držine. So vsi se pa znali in se spoštovali, seveda se tudi kregali in fovšije zgajnali, ma aden brez drugega težko se shajali. Žlahta velika samel prav vsi, velike držine in puhna skrbi. Ja, otrok mrgalela, bilo nekje sreče, pa tudi žalost hadat sa pržgal kakšna sveče. K skrb sa se zbral, radi sa kvantal, ki pa madraval, vse vedli, vse znal, in nad drugemu probleme rešval. Je pa hišah grmela, bilo na mače glasno, se je v vas hitra vedla, pri kjer mu je kdo. Kjer sa iste krvi se ni dala skrit, če si jih dobra pa gledal, sa bili približno vsi glih. Pravi, da žlahta je nastrgana plahta, kar tudi skozi drži. Če prav nič je nimaš, rajnca mat bi prbila, da sem velik saramak in se slava gadi. Kvantarce. Mici rada vedna zijala, skozi okno je vrat stehvala, da bi ja ta prva zvedla, če v vas se je kida hajala. Pride mimo Pepa, a viš, da soseda ima nabha puba, se ta drugi je bolekina zguba. Nej strica stane, da le ulejš. Hmal je trzina predsmakala, prlogar jo je zaškripala, in kup parcel in prazna štala, ta mladha bosta vse prodala. Mici kimala je govorila, in kjer nagre vse pa planu, Tinca je v drugemu stanu, tale čeča spet jih je farila. A pravljivke tam sa stale in stale, semenale, a pravljale, kvant, sa nabih puhna zbrale, šeh buhcu, ki šen ga paslale. Ki jih je zalato Tinču Franc, je hit naredil telmu kanc. Babe, hejnite že enkrat kvantat in bežte damo v svet rešvat. Da se na dolgi rok vse pogliha, tako kot mora biti, je prepričana tudi Darja Cuder, ki je napisala zgodovino Tmincev od prazgodovine do danes. Zapela sta jo Tadej in Martin Šavli. Najlepše bro pradavnin, sa dinozauri lital tu pa Tmin. Tminc je delal, kar je tov, glavne da je da je srov. Dinozaur je izumro, Tminca stal še zmeram tu. Patle pršu je padrim, pa cesarjev je režim. Cesarju ležal sa padnam, sadajale babe ti en sam, je budebu ki šalam. Cesar v Rimu je izumro, Tminca stal še zmeram tu. Hmal je pršu na grad, aden tečen je prav graf. Tminc je delal, kaj je mol, grafu bilo enkol ni prav, ne je delal, kar je tov. Graf na gradu je vzel kanc, Tminca stal je tukaj dans, kakor dans. Patle je prš pad Avstrije, je bo redka, kar se gre,
Tminc je mu pri kravah v štal, Avstrijc Talijanca se dajal, travke vse samo skapal. Tu ste je vzela kanc, Tminca stal je tukaj dans, kakor dans. Patle je prišel pad Balkan, Hardarica bili usran, Saratelj si tovariši, v fabrike so v trumah šli, na njivah ni bilo več ljudi. Tu ste je vzela kanc, Tminca stal je tukaj dans, kakor dans. Na kanc je prišla svoboda, a dne je sneval skozi naš Tminc, ki zdaj je ratala, se lezete v Evropa, si če dale gospodi bit, angleška če vse havarit, angleška če vse havarit. Tminca stani, tajšeng zbo, če ćeš obstat zazmeram tu. Tminca stani, tajšeng zbo, če ćeš obstat zazmeram tu. Zgodovina je res povedna zadeva, a resnica je mnogokrat mimo nje, je ugotovila tudi Darja sama. Čakajte, samo nekaj bi opozorila, da tukaj nekaj ne gre prav točno. A zgodovinsko? Ja, zgodovinsko. Ko so se kmetje uprli 1713, na gradu ni bilo grofa in grad je bil že porušen. Grof, mislim, da je, čeprav vem, je bil že Tolminu, je živel, tu not mene prijetka, ne vem točno. Ne, to je bila tolminska veja Koronine. Ja, samo jaz sem to, kar povezala, pač nisem tega upoštevala v pesmi. Pa še ena stvar je bila, ne? Punt 1713. leta je bil zoper centralno oblast, in so bili dejansko Koronini v Gorici in vsi so bili na strani kmetov, zlasti tale vaš Tolminski. Zdaj bom jaz jo bom prebrala, samo lahko je tudi kaj narobe to noter. Se pravi, imamo, kako se reče, licenco poetiko tukaj. Ja, pač tale varianta je splošno znana, ampak ne gre točno po zgodovini, a ne? No, vse to je tisto, kar sem pomenil, da so nas tudi učili napačno. Ja. Tolminski grad. Na hribčku nad kotlino utrjen grad je stal, bil središče doline, tam grof je domoval. Svojo trdo roko on vladal je odločno, vse ljudstvo v deželi bilo mu je pokorno. Polja, travnike, gozdove je skrbno nadzoroval, nikogar ni spregledal, ko davke je pobral. Bil je neizprosen, če se kdo je zoperstavil, v temni grajski ječi se čas je zanj ustavil. Z mogočne grajske utrdbe nad Sočo in Tolminko, nad potmi po vsej dolini bdelo grajsko je oko. Vse bi teklo gladko, če se kmetje ne bi uprli. Im dovolj bilo je tlake, ko v revščino so zrli. Kot požar se dvignil je znan tolminski punt. Kmetje vrste so strnili za pravico za svoj grunt. V minevanju stoletij grad se je porušil. Njegova vloga je zbledela, ves sloves je izgubil. A puntarski duh živi še v mnogih izmed nas. Skrit nekje v globini, potihem tli ves čas. No, edina resnica je to, ta puntarski duh, ki je še v vas. Ja. Biselaje, Adnaja Kardejče. Za vasi po tolminskih grapah in rebrih dobesedno velja rek, da ima vsaka vas svoj glas, svojo govorico. Tu je izrazito raznolik svet. Tu se je poznalo že po vaseh, ki so ratale skozi stoletja, zaradi grab, zaradi nedostopnosti, so se tudi med sabo ženili in je ratala, da so imele vasi vsaka svoj karakter, ne samo kot ljudje, ampak kot vas. Pole so ratale narečja, ker jih je
mislim, da na našem prostoru v svetovni ravni nad kajmihnemu mestu ogromno. Če bi Krn vzel za središče kroga s polmerom 50 km in nasteješ noter jezike in narečja, ki se med sabo niso razumeli stoletja. Jeziki so italijanski, furlanski, pa je benečija, pa je Trbiž zajeti nemški, pa je bovška je zgodba, dreženško, livška, pa pridemo tolminsko področje. Zdaj bom pa vedel prav na brzino, recimo, zdaj jaz govorim pa za Tminska, kakor je ta vas, če greš pa v Čadrk ali pa recimo tu samo 2 kilometra ceste, bom zdaj povedal par stavkov po Zadlaško, recimo, govorijo pa kule. A veš, se sem prvi dan surna, mi niso nič dal, zato saj sem jih gledal, pa te sem del pešte vrt, in si šel nazaj noter. In to pa so ene vasi tu v okolici, tudi 2 kilometra preč, ker porežejo vse samoglasnike, jih naslišiš. V eni drugi, tu dolje, jih pa stegujejo. A greva dele je harila že davi, boza pa hasit, tista slama, če ne se primeti v hriva. In polje imaš pa Baško hrapo, kaj imajo noter tista, kaj oni iz tiste stare nemščine. Se smjajo, ne? Ja, kaj nimajo šumnikov. Tam je pa moja mama doma, je pa prav druga zgodba, samo tudi ta je že v zatonu, težko slišiš. Ti si moj, oj, ti si moj, oj, drugi pa Pri Tadeju živi mama Marija Šavli, ki je bila doma v Podmelcu in pri svojih 87 letih ve, kako so pred desetletji potomci priseljencev s Tirolske sesljali, ker niso znali izgovarjati sičnikov in šumnikov. Takole je povedala prigodo nekega domačina, ki je pred dobrimi 100 leti, kmalu potem, ko so zgradili bohinjsko progo, obiskal Dunaj in videl drveče čudo brez konjev in volov, avtomobil. Bil na Dunaj, v štati v okni, gledal dol, brez žolov, brez škojnov, slu kot hudic. Svojevrstna je tudi vsebina, ki danes zveni nenavadno, tudi grobo. Prfletnice rečemo mi. To so resnične zgodbe ali dogodki, ki so se zgodili med ljudmi in so potem te dogodke pripovedovali eden drugemu in so še malo dogodek napihnili, da je bilo še bolj smešen. In temu se je reklo pri nas prfletnice. Prfletnice, ja. Kaj bi to pomenilo? Fletno nekaj iz tega? Ja, ne vem. To v bistvu so bili resnični dogodki, ki so potem si ljudje pripovedovali, da so se posmejali na ta račun. No. In tega je puhno takih... Prfletnic, ja. Recimo iz tu Zalašč Čadrk. Vsaka vas je imela... svoj glas, kako pa vem. In od njih gor so bili zelo taki heci, zelo so se pohecali s temi hrivovci, so se radi pohecali. Vemo tudi par telih takih anekdotno, se mogoče bo pa brat povedal. Radi so se pohecali ljudje tudi, ja. Kakor je bil težk čas, ampak zmeri so skozi humor se nekako reševali, no. Niso bili tako cagavi. Recimo, sta bile dve teti od moje mame in sta šle na vlak v Podbrdu za v Gorico. In preden sta šle v Gorico, sta šle v Hastilno in je vprašal kelner, kaj bošta? Ma ješti bom eno klobašo, mi prinešete. Kaj bošte pa vi? Ješti bom pa le en drek. Zdaj, ko sta prišli pa zvečer nazaj, jih je spet vprašal, je rekla, tista, ki je zjutraj klobasa, je rekla, ješti bom le en drek, ki šem že zjutraj klobašo. Ta druga je rekla pa, ješti pa že zjutraj le en drek, že pa že moram neki. Tega je ogromno in to je tako bogatstvo, ki bi nas mogli učiti, že preden človek shod, ker to je v svetovnem merilu, samo ta vidik, kaj bogat, da bi lahko iz njega potehnili
Še pa še, ne? Samo nažalost gre v propad. Kaj pa v Čadrgu, oziroma na Čadrgu, ne, ker so na vrhu? V Čadrgu, se reče. V Čadrgu. Kljub samo. Ja, v Čadrgu. Greš v Čadrg, vzad Laz, vzad Tmin, greš pa recimo na Šentviško goro. Tu je pa tako, da boš težko logično potegnil ven v ali na. To je prav samo tole, samo lokalci slišimo tole. Zdaj tu ste lih morbiti uvednost, mogoče tista, kako je šel krava kupiti, tale z Čadrga. Tu ste on poja, ne? Ima zraven tudi malo harmonike, ne? Je strašna taka, res enostavno. Mislim, on je kmet, drugače, v Čadrgu, eden od telih, kaj ima je tele kmetije, pridn tudi drugače. Sem kupil krava, cikasta, da mi bo mlijeka dala. Za njo sem dal 2 dinarja, se gvišna bo splačala. Sem sekal trava, sušuva tava, ma mlijeka krava mi dala ni. Se nabrajta, me naparajta, grem rajše v bajta na Štamprli. Sem kupil krava, cikasta, pa mi ni mlijeka dala. Bog dej deniše, čuvata sta mi niva bo zarala. Sem sekal trava, sušuva tava, mama je krava rala ni. Se nabrajta, me naparajta, grem rajše v bajta na Štamprli. Sem kupil krava, cikasta, pa mi ni nič šarala. Ma če za drugega na bobla mi bo vse hnuj pa srala. Sem sekal trava, sušuva tava, ma hnoja krava pa srala ni. Se nabrajta, me naparajta, grem rajše v bajta na Štamprli. Sem kupil krava, cikasta, pa mi ni hnuja srala. Ma prav nič mi ni nucala, me je vse pasala. Sem pustil trava, zažgala tava, predal sem krava, on šuha pit. Se nabrajta, me naparajta, grem rajše v bajta na Štamprli. Predal sem krava, cikasta, male za 2 centiežma. O cikasti kravi je pel Jani Kutin z Čadrga, kjer je govorica spet samosvoja. No, ampak oni kako govorijo, glede na to, da so na vrhu? Ja, tista narečje je malo napihnjeno, ampak to se je v resnici dogajalo. Ko je prišel en nov gospod za kaplana iz Goriškega ali iz Koprskega in ko je prišel not v tale naša narečja, je težko dojel, kaj se dogaja. Zdaj dam primer. Sta bila sin in pa mama iz Čadrga. In po maši rekla mama sinova, ne? Naj nese hruške, en koš hrušk v Farovša. Ne? In je bilo tako za izhodba. Gospod, lejte hrušče, je dala mama samešče, ki dristih, boste jedu kivk. Zdaj gospod je rekel, kaj pa govoriš, kakšne hrušče me... Ja, mama je dala hrušče, mala samehne, ki drist sama, jih boste jedu kivk. Kako vas uči govoriti z gospodom? A mama? Kje je mama? Ona je pred Farovžem, pokliči jo noter. Mama, je rekel gospod, da morate jeti noter. Zdaj, ker je prišla mama na to Farovže, je rekla, je del naš Janeš, da moram noter, ki če ste imeti. Ja, kako učite svojega sina govoriti? Se mu pravim, da ne gleda, kako govori z gospodom, sej ga tučim. Ima tače mulce tam narediti, kakor jih ima Androj gospod, gre na tantu. Zato, ker Androj gospod gleda na vsaka beseda, ki presena harak, drek. Žena je vzgajala svojega sina, v svojemu slogu, svojemu narečju, s svojimi gestami, ne samo tole gospodni zastapu, ne misli, da ga zafrkavaje. V resnici je bila pa žena resna, pridna, delovna. Prispodobe so bile pa svoje vrste. Narečje je naredila pa ta saje. Ampak danes se zgublja to narečje ali... Jaz vidim, recimo, če vzamemo tu Zatmina, ne?
Tiste generacije, nekje, kaj imajo zdaj, tam okrog 45 do 50 let je še zaznati še malo. Tisti, ki so nad 55, pa te do starosti, tam not je kar, bi rekel, kar 80% še, kakor imam jaz v spominu. Kar je pa mlajšega od 40 let, je pa zelo malo ali pa skoraj nič. Hrane na Tminskem v preteklosti ni bilo veliko, zato so znali ceniti vsako rezino kruha in žlico skute. Darja se spominja svoje mladosti. Kruh. Kruh iz peči zadiši, hlebe na mizo postavi. Dovolj ga bo za par dni, poljubi ga, skrbno pospravi. Hrepeneče na mizo leseno gleda 6 parov oči. Velika spoštljivost do njega v srcih se mladih budi. Vidijo materin trud, ki ta v kruh je bil vložen, da naposled iz krušne peči prišel je lepo zapečen. Kakor svečani obred deluje ta stari prizor. Kruh je še vedno svetinja, zanj je potreben napor. Tale se mi bo lahko pa zateknila. Bomo mahali, morbiti pa tudi pa navid. Domača hrana. Zjutraj bo froštek, pa froštku prdjužnik, pa južni je bo kopčk, pa kopčku pa včerje. Sliši se lepo, če kuste pri nas zmeram bi bilo, ma hrane zadosten kul je ni bilo. Večkrat lačnik sit, od zore do teme, tam pa travnkih smo bit. Če je let ne bila dobra, smo bili vsi vesel. Se je pa menila, da lakat ne bomo trpeli. K so bili dobri cajti, kruh v peč enkrat na teden se je speku, zadnje dni je bil trd, ma prav ves se je snedel. Ta glavna sta bila še sirk in krampir, ki jih zga predelal, kaj cajta je bo mir. Kravca v štal nam je mleka dajala, serdal z planine se zla je šparala. Zajci, kakuš, kakšna jejce, vse tu ste zlakrat je šlo čez konfin. V svinščku pa navad je bila na prese. Kar adne smo dobil, smo mogli zla gledat, da prehitra v nuc nismo del, da čez cela leta, ki adne smo imeli. Za froštk smo pa jedli še šalca belga kafet, noter odrabljen suh kruh in pa ašvajlki od prejšnjega dne. A trac sirkov močnik z mlekom podlit se je jedla vsa dan, da so bili sit. Da podan kakšna jabka in kanc kruha s čebula, da je lukne zasila se zateknila. Južna je mogla biti podan, ki je v turnu zvonila. Gospodine je hitela, da znibe, da cajta je preletela. Na špargetu zlakrat je kaša urela. Sirkava budle krampir v padel, če je bo ser krampirjev Afrika, se je splenta naredila. Župa, če je bila odzad, smo užil. Smo del, da tu goste, smo dal pa plaknil. Pa podan, tam pa nivah kupčk smo davil, da smo se podprli in se oddahnili. V žejlu prinesli so kruh, kakšna suha klavasca, skuta z deže in ser, s čajem ali z bezovcem smo žeje gasil. Zvečer pa klapeh, tam pred hišmi pa let, gospodine so ledrč trebile, kakšna so rekle, skrbi odlažile in ta pot je še včerje naredile. Če ni bil ledrč ali bžal v salat, je bila skuta s krampirjem in pa skutnica zmeram odzad. Pa zim smo atepal zejle, bržote karejne, kar bilo je v klet. Ni bilo ki zla za zberat, te nas pa mlad je bilo treba zdržati.
šipkem pa lipovc pa šaletah smašil. Vse sort naberal, v žhajnu mačil, za vsaka balezen arcnije naredil. A rejš sa bili zlat, sa jih mahli skrivat, da kakšen mulc jih ni ficnu, gare na kaštu. Za gadove in praznke prav te veliče, dober kruh ali pa hvanca se je naredila. Tajšnje dni prav si sma kumi čakal, a trac od vesele sma zuhmi plaskal. Tejsta hrana, da mače, če glik zlakrat burna, še danes nam diši. Je bila zdrava, notr v ni bilo abednih umetnih reči. Le premala je bilo, zlakrat lačni smo bili. Sa prepovedoval naš ta stari, pa še marski, kar tulje zapisana ni. Hrana je bila vedno del identitete posameznih tolminskih vasi. Ja, zdaj zanimivo je, kar se tiče hrane, kmečke hrane. So tele, kakor so narečali, tako so recepti različni, vsaka vas, recimo včasih so bili tu rečemo krvavicam mulce. In če je prišla nevesta, da je prišla samo z sosednje vasi, buhvar, ona ni smela delati po receptu druge vasi v teli vasi, mahla se ureč pa vas, smo rekli. Kaj, da so bili recepti strašno, kako bi rekel, zaščiteni. Recimo, če vzamemo frika je tale jed s sirom pa krampirjem, tole rečemo tminci, je tminska frika. Pale je tu na vas volarje, delajo z jajcmi in to so se pale ljudje med saba zafrikavali, kjera je ta prava frika. Pale greš malo naprej, delajo tudi samo s sirom, pale eni deni je recimo tudi izredno mala sira, tule skozi trdima, da je treba delati zla sira. Pale kako se jo speče, hardal, to je puhnanih takih, kako bi rekel. Ja, in tole so se ljudje med krehali in hecali, to je zelo zanimivo. Pale zanimivost je tudi recimo tale skuta, tminska skuta, ta skuta se dela samo v tistih krajih, kot so goveje planine, ker tam je velika masa in tam se da delati ta skuta, ker se pale tudi tistih velikih sodih se skisa, delno skisam, pale se jo soli, se jo prinese v dolino, se jo dene v deže. In tudi ta skuta je značilna za tu, pale gre s krampirjem, jemajo tudi na bovškem. Ampak to sem dolžna povedati, ta skuta je popolnoma drugačna od tele sladke ali pa albuminske, kjer je kisla. Ja, ker tista skuta, ki je pobrana po siru in nima maščobe, ima ogromno drugih snovi, beljakovine in take stvari. In je sladka skuta, zelo zdrava, samo pale, če jo ti narediš na tist način, da se skisa, kakor se kisa tudi repa ali pa zejle, dobi pale prav popolnoma drugi čar. Ni nobena podobne, kakšna si se drugače so pa različne te skute. In tudi se jih dela pale s krampirjem, skutnica, skutna župa ali pa na krampirjeve njoke tudi gre, taka hosta tiste. In lih to bi rad povedal, Kab se ljudje zavedali, koliko te skute se danes sploh ne pobere v oni skotlov, zato ker ne gre več v promet, tale jed, ker ljudje nimajo pojma, koliko je tole zdravo pa dobro. Tadeja Šavlja skuta na krompirjevih njokih privlači tako močno, da jo opeva tudi na svojih nastopih. Zdaj pa res rad nekaj želel, da ljudje baži dobro pa slušajte zdaj tale minuta. Skuta, skuta, tminska skuta. Tu je hrana. In tista hrana denš tu. Patle duha cajta ni nič. Patle še da prigreš ni nič. In patle je šele mrbit vsa ostala hrana. Skuta nima maščobe. Skuta je zdrava. Skuta ima tak žmah, da te vsaka čeča pušne.
Šaljivo teorijo je Tadej Šavli prelil tudi v prakso in za turiste pripravil omenjene tolminske jedi. Se mi je kamen nadvalil od srca, ko sem videl, da je tistih 200 porcij šlo, se je bilo zastojn. Samo sem bil vesel, ker sem videl, da ljudje jedo. In to, da so prišli tudi pa 3-krat po repete. In to tudi nemški par, to je taka zgodba, ki smo pa le doživeli, ko sta prišla dol na tisto prireditev zvečer po čudovitem dnevu, ki sta bila tu na teh krajih, sta prišla še tam dol. Pa se je pa začela, tu soze se ima tekle, pa smo šli noter v tista naša, ima taka kamarnica, rečemo na kolah, kamarnica reče za Tminci, Čadrhu rečejo bajta, do Kobarida je pa še 6 izrazov in sicer to je taka zavetišče, ki imajo v snežetih, to ni stan. To so taki, so za s temi prehnatimi strehami. To je zdaj po prvi svetovni vojni, imajo te plehnate, polkrožne plehe. In to so kamarnica? Kamarnica. Ja, drugi izraz. Jaz vem samo še za bajta. To so prav tiste, ki so imeli recimo pri ovcah, tu je pa v snežetih, ki so šli kosit in da se je zatekel pred dežjem ali pa so tudi imeli, da se lahko tudi skuhal noter. No, brez sirarjev po tolminskih planinah tudi sira in skute ne bi bilo. Mnoge planine žal izumirajo, saj ni kmetov, ki bi gnali krave na poletno pašo, vse manj je tudi sirarjev. Eden takih, ki izdeluje sir kar na več planinah, je Matevž Ipavec. Sir delam pač čez poletje v poletnih mesecih na planinah Stadar Razor in pa planina Kašina in planina Leskovce. Tolminski sir je ena izmed posebnosti, pa hkrati tako značilna, da ne moreš govoriti o Tolminu, ne da bi govoril o siru. Krave pač čez poletje, kar je v planini, pač vso mleko se predela v sir. In kje si se naučil siriti? Ja, to mi je naučil pa moj nono in sem bil že od 3. leta, ko sem hodil še v vrtec, sem bil z njim čez poletje. Od 3. leta? Ja. Zmeri sem bil zraven vsako poletje, do danes, trenutno sem star 24 let. Vse poletje, več ali manj, zdaj sem v planini. Ne mi povedali, kdaj si pa prvi sir sam naredil? Prvi sir sem sam naredil pa pri 13 letih, sem bil 8. razred osnovne šole in to je bilo pa 15. augusta, lik na praznik Marijinega Božjetja, je pa nonota kap zadelala in kaj znanje sem imel, da sem lahko vskočil, da sem prvič sam samostojen v siru. In od tiskrat naprej delaš sir? Ja. Večerna molža se sledi v hladilniku, zjutraj pole sveže mleko se pa po potrebi dotaka v kotlu, itak moraš z ognjem vse regulirati pod kotlom. In potem pri 20 do 25 stopinjah dodaš kulturo noter, da cepiš mleko in potem se grevaš naprej pa do 35 stopinj, dodaš pa še sirilo. In tu delaš take običajne za en krožnik velike sira ali večje? Ja, različno, kakor so naročila. Tudi enakilske delamo, največji so pa do 12 do 14 kil. A drugih očkih sirov pa ne poznate pa kozih? Je samo planina Božca, kar je hore na stolu, je mešano in polpolna. Pač kar je tle spodnji del Soške doline, so le zmeri samo krave. Sem prav član pašne skupnosti Stadar Razor, kodr ima naša družina krave. Lastnikov nas je 10 do 11, ko je še eno leto tudi nepržena. Sezona traja približno od sredine maja pa do konca septembra in glede na število krav, vsak ima kaj dni pač na leto za odpast in še v sir zraven. Zlat kakor mašni plašč, Bog te je dal za nas. Hišna znamenja so spet ena zelo stara. Tminska stvar. Mislim, da ni samo tminska. Moj stric Joško Šavli, ki je proučeval zgodovino Slovencev celo svoje življenje in tudi venetsko pisavo. In tele hišna znamenja so pa
Podobna, bi rekel, rimskim številkam, take različni znaki so. Vsaka hiša je imela vtučeno v tram od hiše, v orodja, v manike od grabl, celo notri v skera, v lače, rečemo tudi tiste sanke za vlačice. No, in vsaka hiša je imela svoj znak in ko so ljudje skupaj delili, da se je ki zmešalo, si je točno vedelo, kjera je od koga. Pole pa v 80-ih letih so pole pa nosili v verouku iz vseh teh vasi hišna številka od recimo 82. leta, hišno ime, pole hišna številka, tista starejša in hišno znamenje. To so delili tak seznam, so delali arhiv. Je pa pole Joško Šavli odkril, da iz venetske pisave izvira vsa ta znamenja. Ne? Tam oni izvirajo tudi simboli od lipe naprej, ki so bili simbol poštenosti, ki so imeli tiste, zatminci rečemo, usedne, ko so se zbrali, so se o važnih stvarih pogovorili in vsak, ki je bil nepošten, je iz igre izpadel. Pripovedovalka. Še je tista hiša nekoč za vse odprta. Bila je srečen dom, zdaj tiha je zaprta. Še je tista izba, zdaj prazna, zapuščena. V njej je mrzla peč, ki dolgo že sameva. V izbi na tej peči v poltemi smo sedeli. Je zgodbe govorila, prav vse smo ji verjeli. Napete in skrivnostne vsak večer so zaživele. Nam mladim poslušalcem oči so kar žarele. Zdaj, ko vse je tiho, se zdi, da tam sedi. Nam govori, prepeva, kot tiste davne dni. Sem hotela povedati, da ta naš konc tolminski, in sama tole Tolminska kotlina in širše Tolminsko in Baška hrapa so bili kmečki ljudje, preprosti ljudje, ampak bom rekla zelo modri, posebno teli hribovci so bili zelo iznajdljivi in so imeli tisto kmečko pravo modrost, ki jo zelo cenim. In je bilo povezana tudi z vero, z vsemi temi običaji, ker se še danes pozna, da je naša župnija še dokaj živa. In so tudi letos preživeli skozi te praznike in skozi te običaje in je bil kako bom rekla, en red je bil povsod. Kaj danes pogrešamo, tak naravni red so imeli. In ampak danes tega reda tudi tukaj ni več? Ne več kaj, ni več kaj, se je začelo tudi opuščati zlo. Problem naših krajev je, mene to zelo boli, ker je pač zaradi študija šlo ogromno mladine od tu. In to mladih iz dobrih družin, ki bi tudi za kraj, za naše kraje lahko še veliko naredili in zdaj to bo šlo res samo še dol, nažalost, ker potem recimo tudi kmetje, tistih par kmetov, zdaj, če si ti od druge gledaš to pokrajino, ampak mi vemo, koliko malo kmetov ima vsaka vas. In ko bo recimo eden zbolel ali umrl, odzad bo malo kdo imel naslednika. In to se pozna tudi po planinah, recimo jaz poznam bolj planino pod Kuk in opažam gor, koliko malo več je tistih pristnih kmetov, kako to težko, ker gor recimo je bilo vse določeno, te vasi so imele, te planine, vse je bilo določeno, in zdaj je to že vse zmešano, ker vsak ima kakšno kravo, samo da so krave gora. In vidim, kako to težko z zadnjimi močmi še rešujejo, ni mlekarjev, ni tega in je škoda, ker to so taka bogatstva. Nažalost gre res proti koncu. Če se ne bo kaj spremenilo, ne vem, kje lahko se spremenijo, da prijo prav težki časi, da se vrnijo nazaj k zemlji ljudje, ne vem. In jaz pravim, hvala Bogu za tiste mlade, ki še vztrajajo na teh naših poljih, da delajo še na zemlji. Nevarno je, da se dejansko planine in vasi izpraznijo. Ja. Kdo bo potem na tem prostoru? Ne bom nacionalist, kar zdaj opažam, veste, prav zato, ker je mladina šla, so se spraznile hiše. In ljudje začeli, se že dogaja, hiše prodajajo, nimam nič proti tujcem, ampak
Tolmin bo čez nekaj let postal, kakor marsikšen kraj v Sloveniji, kraj tujcev. In potem ne bo več tistega utripa. Moj kraj. Dan se nagiba v večer, ko se po mestu sprehajam. Po hišah gorijo luči, žalostno v sebi postajam. Listje jesensko raznaša, pod nogami se rahlo drsi. Turobna, meglena sivina, srečujem starejše ljudi. Kako drugačen izgleda, dragi rodni moj kraj. Kakor da izgubil je dušo, čas zavrtim si nazaj. Bil je prepoln življenja, veselje si čutil povsod. Mladina in majhni otroci, žal mnogi odšli so odtod. Domačnosti ni več čutiti, v srcu te prav zaboli. Kam šlo je pojoče narečje, vse nekam tuje zveni. Kaj bo prinesla prihodnost, kaj kraju prinesel bo čas? Karkoli, jaz tu bom ostala in še nekateri od nas. Domača govorica. Kakul pu se sliš tminščina ta stara, len mala jih da biš, ki jo govorit še znada. Ima posebna melodija, tale naša govorica, k se domačinja glasije ti prav pa boža lica. Tu vsa dan na tmin se kakšna mačna še pa ve, nažalost skozi lemin se pa smeji ljudje. Še dan sta prave tmince ni lahna zastopit, če pričat kot drugod, se moraš prav pa trudit. Kaj je ostalo od prislovične tminske upornosti, trme? Jaz tole ne vem točno, a ne? Kaj, kakor po mojemu preprostmu mišljenju... Dobro, ste še trmesti, ali ne? Ja, težko je reči, ker prav tistih tmincov sem se lihen dan pa govarjal, moraš biti cel dopoldne, moraš pa hajati po tminu, da jih srečeš recimo 5, kar imajo še malo tistega duha. Ne? V glavnem je že vse zvodenelo zaradi globalizma. Tudi ogromno priseljencev je prišla zadnjih 30 let, 40 let. Tako da prav tistih tmincev, kakor jih jaz pa znam, ko sem jih imel še prilika, ko sem imel recimo od 50 do 80 let, ko smo tudi pustne povorke štimali. Si naredil samo tako in si vse vedlo. Tistega danes ne boš več 15 oziroma zadnjih 20 let. Teli festivali, metal camp in tole, rekoli tako, kakor en taka prispodorba, ki da bi dal beku kangelca z belimi pikmi, da gre pa mleka, to spada v kapa, trend. Videl sem, kako v krošnjah počasi listi rumenijo, kako se mnoge naše ptice v tuje kraje spet selijo. Videl sem, da v našem kraju vedno manj je domačinov, da od tukaj vse odhaja, starih več ne bo spominov. Videl sem, kako se ptice na spomlad vračajo nazaj. O, ko bi še naši mladi vrnili se v domači kraj. Kule je, ma nimaš ki, zlakrat so rekli ta stari. Če nismo mogli nič narediti, not ugodili smo mal bit. Svet se vrtuje naprej, znam, brz nas, no, kakor kdaj. Tescajt smo vedli vsaj za ki se slabe gadje nam reči. Dansna čudna mehla je, na vidma dobra, kam se gre. Ta prave table ni zda bit, da bi ti kazala, kot hadit. Adni trdje, da na glih, te druj na levo mož zavit, ta treč na mestu bi obstal, četrt kar nekam se zahnal. Ma jaz vas sprašam, neč za ki se kule zmeram nam gadi. Le kdo vse te nit drži, na mač se trud, ma ne zaldi. Zdaj spet nam jamraje mladi, da kule je, in nimaš ki.
Do danes se je težko boriti, v tajšnji hodli, ki narediti. To je bila oddaja Kdo smo z naslovom Med tminci. Sodelovali so sestra in brat, pesnica Darja Cuder ter humorist, publicist in ohranjevalec kulturne dediščine Tadej Šavli Čaš, mama Marija Šavli, Martin Šavli in mladi sirar Matej Ipavec. Pesmi so zapeli naključno zbrani vaščani, člani različnih zborov ter Jani Kutin iz skupine Bakalina. Oddajo sva povezovala Jure Franko in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Max Pust, avtor oddaje je Ivan Mrljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radiotelevizije. Godavi.